vojaku v vojski govoriti, ali bo ali ne bo, je težko, ker govori potem konec konca o svoji službi. Takole, da v bistvu, če pogledamo skozi zgodovino, smo bili Slovenci zmeraj vojaki, dobri vojaki, smo majstrovi v Mariboru, vendar smo bili zmeraj pripadniki tujih vojska skozi zgodovino. Zdaj z letom 90-91 smo postali vojaki svoje vojske, svoje države in zdaj skupaj v zavezništvu v bistvu z drugimi državami demokratičnega sveta poskušamo ohranjati demokracijo tudi konec koncev tudi z tem, da ohranjamo mir in mirno življenje. Vse, jaz sem prepričan tako in nam bo uspelo, mislim, da nam bo uspelo. Jaz imam eno samo bojazen. Res je to, da smo Slovenci v preteklosti bili dosti žilavi, da smo uspeli vse to, o čemer tudi nocoj govorimo, ampak razlika med tistimi generacijami in sodobnimi generacijami je ta, da še nobena generacija Slovencev ni živela v tako razvajenem času, kakor živi sedanja zadnjih 20 let. In to se pozna tudi pri odpornosti. Ker če mi našim dijakom rečemo, da bomo šli na Pohorje peš, nas vprašajo po zdravju. In take vojske se človek lahko malo boji, oziroma jaz se bojim bolj to, da če bo recimo prišel kakšen tsunami, ki zmeraj lahko pride, da si generacije, ki jih zdaj vzgajamo, ne bodo znale pridelati niti solate pa zelja, tako da se lahko zgodi, da bodo od lakote umrli. Ampak to je apokaliptični scenarij, ki ima seveda pri mojem zavetniku Janezu nekako svoj konec in proti temu koncu gremo. Ta apokalipsa pa zadeva samo to svetno področje. Tako da za nas, duhovnike, teologe, za vse vernike, za vse kristjane, pa tudi za vse anonimne kristjane, ki jih zraven štejemo, torej za vse tiste, ki ima Boga radi, je pa perspektiva neskončno lepa. Čez 20 let bo 40 let od nastanka slovenske države. Ampak, zdaj po 20 letih, kot pravi gospod Štuhec, smo res, ali so mladi razvajeni in imamo občutek, da bojo v 20-letnici mislili, da je samostojna Slovenija padla z neba. Jaz upam, da čez 20 let, se pravi v 40-letnici, ne bodo imeli tega občutka, pa ne da bi prerokoval kaj hudega, ampak mislim, da bo v Sloveniji potrebno treznenje na vseh področjih, tudi na političnem, in da bomo ob 40-letnici, upajmo, da bomo še zdravi in živi, mogoče bolj spoštljivo, zlasti pa tudi bolj dostojanstveno praznovali. Zdaj, te napovedi so tvegane, smo v digitalnem času, vse se snema, vse se ohrani in potem te čez 20 let lahko primejo za besedo. Mislim, da se to ne da. To se dalo sem pri tem magnetogramu, ki je sicer ključni dokument slovenskega osamosvojitve, toliko uničevalnih dokumentov. Če mene to vprašal, ali sem pred 20 leti vedel, kaj bo danes, odkrito priznati, da nisem. 20 let nazaj si jaz nisem predstavljal, da bo Slovenija prehodila takšno pot, kot jo je, niti v dobrem, niti v slabem. Naše predstave, vsaj moje predstave takrat so bile precej meglene. Torej, če zdaj govorimo o tem, kako si predstavljamo Slovenijo čez 20 let, govorimo, vsaj jaz osebno, pač govorimo o svojem upanju, oziroma o tem, kaj bi si jaz želel. Da bi Slovenija takrat bila, jaz bi si želel, da bi bila čez 20 let enako varna navzven, kot je danes. Danes prvič živimo v nekem času, ko Slovenijo pravzaprav od zunaj nihče vsaj resno ne ogroža. To znanje okolje za nas, zgodovinsko gledano, najbolj ugodno, od kadarkoli gledamo našo zgodovino za nazaj. In da bi seveda to dejstvo znali v naslednjih 20 letih dobro izkoristiti. Hkrati pa tudi upam, da bomo notranje bolj svobodni, kot smo danes. Bolj svobodni in da se bo brez prepirov pri osnovnih stvareh vedelo, kaj je prav in kaj je narobe.
In upam, da bomo morda vsaj ob 40. obletnici dobili spominski kovanec posvečen temu dogodku. No, težko je biti prerok, ne, kaj pa že 20 let, težko. Za konec, nekaj bolj zabavno povedal. Meni se zdaj tako dobro hodi, kot če nikoli. Zdaj sem za hlapca svojemu sinu in je to okej, če lahko malo po amerikansko povem. Glejte, kot sem rekel, sem za hlapca, ampak na naši kmetiji prestolonaslednik je šele 5 let star. Zato sem jim obljubil, da bom še 10 let za hlapca. Sem pa zdaj star 82. Tam na jeseni sem bil na nekem romanju, zraven je bil ljubljanski pomožni škof Tone Jamnik, ki ga poznam še iz tistega časa, ko je bil tajnik pri nadškofu Šuštarju in je gospoda nadškofa pripeljal enkrat k nam na dvorišče in na obisken večer. No, to je Udba tudi vzela na znanje, ne, da je nadškof Šuštar pri meni. No, in nadškof Šuštar mi je podoril eno lepo svečo, te sveče izdelujejo karmeličanke v soli. To svečo sem dal v omaro, sem rekel, to svečo boste prižgali, ko bom jaz umrl. Zdaj pa na svečo prej umrla moja žena in si jo ženi prižgal. Ampak do polovice pohorela sem jo ugasnil, sem rekel, to pa zame. No, smo bili potem, ko sem rekel, na tem romanju s škofom Jamnikom in sem mu rekel, za moj pogreb latinsko Črnomaša. In je malo debelo pogledal, kot da sem Lefebvrovc. Pravi, no, zdaj smo še prej 100-letnico praznovali, do takrat smo pa že zmenili, če je lahko Črnomaša. Če bom res 100-letnico dočakal, bom pa še teh 20 let nove slovenske zgodovine, ampak po prerokovanju škofa Toneta bo to. Ampak takrat bo zelo lepo na svetu.